zgleda v teh puščavah Avstralije. To je en tistih krajev, kjer ni praktično nič. Nek hotel za te kamionarje očitno, pa nek odpad, pa ena postaja za vlak, ki po moje zelo redko pelje, no. Pa veliko muh. Hello, mate. Anybody home? Jejo Vegemite sandwich verjetno doma. Vedno, kadar sem tako kje videl neke predelane avte, pa tako neki auspuhi ven, pa te bulbari, pa neki ščiti, nama je oče vedno govoril, to je pa Mad Max, prav tako nekaj ikoničnega. Prvič, ko so šla v Ameriko, ko so videla une kamione, je bila prva beseda Mad Max. Mad Max. I remember the road warrior, the man we called Max. Ampak, a veste, kjer film je bil pa tukaj sneman, na teh cestah? Zdaj moš pa ti reči, kjer? Kjer? Mad Max 2. Oh. In še več, prišla sva v muzej Mad Maxa. Ampak ta film je seveda ratal že okoli 80-ih, tako da se je že marsikaj spremenil, 40 let, pa ni več tako malo. Ja. To kot ti že skoraj že. Ej. Na Palm, ko so ga imeli gor na unmu kamionu. In uganili ste? Prišla sva pol ure pred zaprtjem in je zaprt. Tako da, spet so se nama zlagali. Prav noč so te avti, pa iz filma, rekviziti. They may take our lives, but they will never take. Oh, freedom! To je pa drug film, pustimo to. Saj si marsikdo misli, ne, saj sam film. Ampak cel ta movement in inspiracija izvira iz tukaj. Od Burning Man festivala do vseh ljudi, ki si naredijo take avte. A ni res? Ja, je, to je cela neka kultura v zadnji. Kultura, bravo. Tako. Ško bo oči vesel, ko mu bom pokazal slike. Ale drevo je pa kar zrastel v teh 40 letih, ha? Malo je, ni pa spet tok, ne. Enega slabo zaliva. Moj Mel Gibson bi mogel večkrat prijeti ga malo poškropiti. Dobro si skuhal. To je pa Michelinova zvezdica zdaj na to lakoto. Težko skrivava, da je ogromno muh. Noro, toliko muh pa ne vem, če je v štali. Ha? Ne vem, Ja. sveža slovenska kri. Ampak je toliko oranžna ta zemlja, k na slikah, ha? Ja. Sem mislil, da kakšen filter čez vržuje, pa ne. Aha. To je pa tudi veliko vreden, da lahko sred Avstralije piješ isto kavo, kot jo piješ doma, turško, Ja. pravo turško. Lahko mu rečeš okus in vonj po domu. Tako. No, poreč, če ni res. Ja, prav res je, no. Prav na moj kavč se spomnim, kako se tam zjutraj usedem in spijem eno varkafe kavo vsako jutro. Tale sicer druga, ne, kira, tretja, se pravi večerna, ampak nama je upravičen, ker imava še ful zapravo. Ful. Ful smo po koncu na teh stoli, pa nisva. Taki ribiški so, da si skozi v akciji. Da je skozi je riba tam. Čin. Hello, mate. Kako ne veš, kako se voda not natoč? Se, ampak da ne bo kakšne napake naredila, podno je bo pa drago stal. Tako da raje se prepričam dvakrat. Bodi ga treba. Ja.
Zmanjkuje nama vode v kemperju, tako da so se ustavila delna toča. Compartment that says water with a small silver key on the keyring. Ja. Simple kot pasulj. Glede na to, da so že en teden na poti, se mi zdi, da so kar varčna, da bo šele zdaj natočila, ne? 120 litrov vode je bilo noter, pa so imela za en teden. Pa posodo so pomivala, tako da v bistvu znava varčevati z vodo. Aha. To je bil dokaz. Aha, in samo odpreš in to je to. Predvsej bolj enostaven, kot sem mislil. Ja, jaz sem tudi mislil, da treba ful šraufati nekaj. Kaj pa to? Ne vem, toliko se nam skozi vodi, da niso sploh še raziskovali, kaj nam vse ponuja tale kemper. Kjer je zdaj to prav, no? Pa je bilo za to vodo. To ključo pa ni, no, da bi zdaj lahko 10 minut to odpiral. Mogoče pa ta, ni. Je venti. Aj, sam za vrata. Ta po mojem. Meni ne gre. Bi novo zdaj obupala, mogoče pa ful denarja noto. Se bo odprla sam. Pa od unih ostroješkov imam klem trn not včeraj in me zdaj čisto smot. To je to. Z unim gumbom. A mogoče pa zdaj zakleno. Skozi je bilo že odklenen, ne? Ti smo, ej. No, o tem sem ti A je govoril. nekaj sekret? Pismo, sem bil zadovoljen, kaj bomo zdaj najdel. Je pa ta kaseta, hvala Bogu, Benga denarja. mi dva to ne uporabljava. Glih zaradi tega, da se izogneva tem neprijetnim opravilom. Tako da vse potrebe mi dva upravljava na kavicah jutranjih in pumpah in tako naprej. Ja, mogoče kot nasvet, da se izognete teli svinariji klele. Povrgal je. Zdaj sem kot nova človeka. Ja, kaj da bi se stuširal, se počutim. No, zdaj se lahko končno sred tega parkinga grem stuširati. Adijo! Jo. $50 so zmenjala kovance in ugante, koliko kovancev so dobila. 50. A črno pa svetlo sta skup prala. Ja, veš, kaj niso najne brisače, pa si lahko to prvošla. Tako omenjala tele rudnike, koliko so kle hodili kopati, se seveda spodobite enega pogled. Ta rudnik je sicer odprt 24/7, ampak seveda, če so midva tukaj, da jemo tako narediti, da se ne bo dal kaj dosti videti. Danes je zaprt tale rudnik, ker je veliki petek. Sej razumem, no, sej tukaj so mogoče midva res smotana, da so glih danes šla to gledati. Ampak tako naj jo je vodila pot. Pismo. A ja, to v bistvu se sam dol spustijo cesta, v bistvu do vhoda rudnika. A ja, oni grejo not po... Ja, not grejo. A ja, jaz sem mislil, da ves ta cajt oni že kopljajo. Ja, jaz sem tudi mislil, ampak vidim, da je v bistvu to sam cesta, da pride na neko globino, pa imaš pa lažji vstop v sam rudnik. Ene denarnico pa jaz zgubil, pa iščejo zdaj. Ja. V glavnem, tole je rudnik bakra. 40 000 ton bakra na let skopljajo tukaj noter, tako da je kar... No, en celo dela, ampak ni pa odprt tale rudnik, da bi lahko šel z mojim detektorjem.
zvečer si rečeva, danes bova pa ful prevozila in bova celo noč vozila, da bova ujela ta najn ritem, ki so si ga zadala. Ampak v tej Avstraliji so tako dolge te razdalje, da moraš od majhnega kraja priti do naslednjega majhnega kraja in to je nekih 500 km in itak, da hudič nima pol odprte pumpe, 24/7 in sva konstantno v tej borbi in zdaj imam sem še 80 km range, pa mava kantico, do unga kraja 160, tako da z 10 litrsko kantico, kakor sem zračunal, bi glih dokaj mogla prijeti, spet prespiva. In jutr naprej, škoda, no, ti si malo odspal vmes in si frišen in bi zdaj lahko vozila do 4 zjutraj in bi bila on time. Zdaj te pa vabim ven že, ker tok žab pa še nisi slišal nikoli. Prav žab. Prav žabe, ampak veš kaj ti povem? Tam, ko so žabe, mora biti tudi nekaj, ki je te žabe, ne? Tako da po mojem sva čas vstopila v območje kraljevih pitonov ali kakšnih. Pošužde. Wow, tole je pa Star Wars ali kva. Takole, ko priješ, pa če te kolki bolejo, se kle primaš in če ne gre, ne. Aha. Tole ne vem, če bo zdržali do konca potovanja, ampak slišiš ti žabe? Cel orkester, žabi. Da se malo zvid zvest, lej. Pride, žeje. Kar te. Ja. En kar tako hiter, no. Se ti zatakne. Pismo, no. Zdaj puši kaj za nas, no. Ja, nič koliko ima do oštarije, še 150. Tole boš mogel zdržati zdaj. 150 km do oštarije, pa boš pa zjutraj naprej pil, no. Ta hrošč bi bil ti, ali kjer si že rekel? Mi smo tale, če te učejo za danec. Imaš še buško. Je to posvet, ko je ta bajčana? Neke kobilce so... Kuk je pa ogromen? Večji je, kakor bi mogel biti. Kuk je ogromen? Kako je ugabe, daj. Pa on zadek ima kaj en lešnik napet ogromen. Oreh, to nam niti zedi tat hotel. Do drug objektiv, ki grem lahko bolj nadaleč. Če pa to zdaj kle lezal, to pa se ne grem. Ja, valjda da bo. Ne. To je pa Avstralija. Ne. O moj bog. Meni so tudi tako kosmati so mi ugabni. Se ta tudi mi ni najlepši. Prvi paj, ki so ga videla. Ne, pa ne grem jaz za to. Ja. Ne grem, kakšen tropski pragost pa neke... Ko je to, zdaj pa imaš Avstralijo, ko si tako jamro. Ne, ja, če bo tole prehodil, jaz ne bo jaz moment dan tam. Jaz pogledamo, živijo iz avta ven in nadijo in gremo v Sydney. Tamle, če je kakšen prkluki že, naprimer. Tukaj je treba paziti pa čevlje, to je najbolj nevarno. Pa stranišča. Zdaj pa mislim, da bom začel uporabljati tale najin WC. Tam danes, ko sva bila v unmu lokalu, sem pa šel vprašati teto natakarco, kakšne kače. Zdi se joke. Rekla, ne, smo imeli že parkrat kačo. Ampak kača, okej, kača. Prav, sem ne pa pajken že. Ne, pa ne taki. Takih pa nisem podpisal. Če bo prehuda, bom jaz ne. Greva lepo do Sydneyja in sej se imamo tam tlo hlušten. Ne se zmeniti, kako izgledam, ker sem probal malo odspati, medtem ko sem že vozil. Zato, ker zadnje dni, vsak dan kakšno urco, dve manj spim, kam že in to je v roku enega tedna, pol praktično že ena noč. Takle imamo, no se nam jamro. Kdo bo to poslušal? Verjamem pa, da vas zanima, kako izgleda še na kakšni drugi bencinski črpalki, ki mogoče ni tako primerno založena in tako urejena. Mečkan bi me lahko tale spomnila na kakšno indijsko. Hotel sem iti odstočiti in me je pričakal tole. Urka fiks. Bog pomagi. Pa za bonus še tale shower, ker ne vem čemu ga imamo kle, ampak tudi mogoče se kdo stušira, ampak jaz se ne bom. Fina zavesa in pa neke letalne obloge, ali kako se temu reče. Mislim, da bom tokrat raj zalil kakšen evkaliptus.
bom spustil tole kopalnico. Zakaj? Ni po mojih standardih. Tole je nočni masakr, a? Zato, ker imam še večjo površino kot ostali avti, to sam poka. So pa kle tudi te največje kobilce živijo. Marija. Giant grasshopper. To je 10 cm so dolge. Tudi če mi ne povedal. In delajo ogromno škodo Avstralcem, ker vse pojejo, te poljščine. Kot da v bistvu se jih hočejo malo znebiti, ampak jim ne gre. Do you have AdBlue? No, we don't, sorry. Is there any other gas station nearby? Not with AdBlue, no. No? No. Okay. What is this? Gay time. Ice like Gay an ice time. cream. Yeah. Okay. Ena od najnih klasik na teh potovanjih so seveda tudi razne degustacije in probavanje novih Stvari. Čudnih novih stvari. gurmanskih priložnosti in tako naprej. Večina stvari, ki probajo kaj v avtu, se mi zdi, da niso glih gurmanske. Ne, niso gurmanske, so pa Novitete pa so. novitete. Pa so. Vse veste, Avstralija, Angleži so to nič kaj posebna, ni ta hrana in ne morava se ful kaj poigravati. Ampak kakšna malenkost se pa vse najde. Vzel sem zombi ču in pa že, nekaj imam še zate, Golden Gay Time. Kaj gay time. Mašina. Ali je to barvo. Made in Australia, no, lej, avstralska zadeva. To sem že za Švico, zdaj sam da sem pomislil na sladkovo. Pa dobro diši. Gremo se pokozariti na cajt. Vidimo, kakšne barve. Za 1 euro sem dobil. Ti, to je pa nevaren. Tako močnega lima pa še nisem imel v svojih ustih. Vse veste, če gumika ti malo hoče potegniti zob ven, ampak tole pa nevaren, res. Okus ima pa po Coca-Coli malo kisu. Čas je za Gay Time. Golden Gay Time. Je pa tudi zelo dober tale Gay Time. V bistvu res stopljen sladoled. Ice coffee. Kaj ti, ko pustiš v banji, se sladoled, da se stopi, pa malo vode dodaš. Ej, pa ni bad. Da, drugače v redu. Shit. Ne vem, v katerem trenutku bi to zamenil za ta prav sladoled. Takrat, ko nimaš zmrzovalnika, bi ti meni odgovoril. Tale, če gumi ti pa še moja polovica odstopam. Ko Mad Max. Vse kar fiksam gor. Bravo. Opala. Kaj te dava nalepko tle gor? Ni ne bolje on tako. Še eno imamo. Nažalost je toliko prašen tle gor, jaz sem cel bel. Ta barva se kar lušč dol, tako da nalepka niti malo ni prejela. Dobro, imam te. Ok, naravo. Ej! Zelo težko ga je posnet, ker takoj skaklja stran. Pa še prav hiter je na teh dolgih nogah. 4 večje skupine kengurujev so, se pravi te sivi, rdeči, ta je največji, ta je ki se šopira, veš, kaj tako, 90 kg, 2 metra visok. Hudič lahko skoči 8 metrov v enem skoku in si predstavljaj, naredi tank in ga vidiš in tank in ga že čutiš. Ga ima že v naročju. V vetrobransko steklo ti preleti, sploh ne veš odkje. Veš, kako so hitri 70 km/h. Čez dan vas nočem nič dolgočasiti, ker je popolnoma skozi isto. Vse je isto, zadnje 2-3 dni in to je samo naravnost in skozi je isto. No, malo je začela okolica zeleneti in tudi tale vlaga fina, se limamo klele pri komolcih, se vsake 2 uri malo splahnem z vodo, ampak v to gremo zdaj. Tudi kraji so vsi isti, copy-paste so se šli klele v teli Avstraliji. Tu prideš v mesto, je široka cesta v mesto, pol so hiške,
identične. Pa ima še eno policijsko postajo, ki je verjetno zaprta, ker očitno se kle kriminala ne grejo toliko. Bencinsko črpalko imajo, ki ne dela ponavadi, kadar mi dva prideva. Tale, na primer, vozi se 400 km do nje in pol ona ne. Tako je, ne. pa ne. Še imamo nesrečo, ker je velika noč. Sploh ne grejo. Sploh ne grejo oni tega. Ne vem, kaj če zdaj narediti. Spet se bo mogla ustaviti čez 200 km In spat. in spat, da se zjutraj, mogoče se pa zjutraj odločijo jutri. Čeprav je Ne, jutri je pa nedelja, kar se ve, da bomo zaprli vse. Pol nas čaka pa še velikonočni ponedeljek, pa šlik šlak, imamo en teden uničen. Pa toliko enega matranja po teh ravnih cestah. Pa se pa pojmo v Avstralijo, ja. Najlažje pa se isto narediti posod. A ja, pa še to lahko menimo, da so same Toyote posodne. Tudi to nimajo kaj ful domišljije. Eno voznik in vse copy-paste, to so vsi isti bulbari. Tako da toliko od tega dela. Sej se zdaj približujeva, zdaj imamo pa mislim, da sam še dobrega Jurija ali koliko za narediti. Že manj. Znači, greva naprej do naslednje pumpe, pa upam, da bo odprta. Dobar dan, šerif. Hello, mate. Kaj ste pa zdaj videli, tole bo pa... Veliko manj nagražen kot pajk, da se razumemo. Zapri vrata, dobro jih zapri. Ja, tam je črno glavo, ta je svinska. Misliš, da je strupena ta? Ja, tale je ful. Ful je strupena. A to lahko kaj pospeš? Ja, ima en turbo mode in pol skoč, nerealno. S tole pa ne bova češen zobala. Kako je taka mirna, ne zdaj nima glave tukaj. Aha, zdaj šla pa pod najn talja, ne? Kakšen zračnik noter, sploh vedela nova. To je črnoglavi piton, živi v severnih delih Avstralije, ni strupena kača, tako da... Se jo lahko dotikamo. Ja, če bi se mogel odločati med kačo pa pajkom, bi se definitivno za kačo odločil. Ja, tudi jaz. Unga hudiča ogabanga res ne bi rad videl velikrat. You saw the, what did you say? Black-headed python. Here, yeah, on this street. Oh, righto. Is that a rare thing? Pythons are good. Ah, they're good? Yeah, Ah. don't worry about a python. Uh, They're the least of your worries. Trust us, we know.